Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Mnogi ste bili ganjeni, ko je Darja Vesel-Lazič zadnjič govorila o zavestnem hranjenju in o tem, kaj dejansko pomeni, ko ješ v miru, ko dejansko na celični ravni začneš hraniti svoje telo, kajti veliko nas je, ki smo oziroma imamo izzive s hranom, ki jo jemljemo ali kot nagrado ali kot kazen, kakorkoli že. Darja je danes znova v moji družbi. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Lepo pozdravljena, Jasmina. Današnji pogovor pa se navezuje tudi na hranjenje, ampak hrana kot taka fizična ni edina, s katero se mi hranimo, kaj ne da? Točno to. V bistvu praktično tako, ko skrbimo za kakšno hrano bomo pojedli, na kakšen način bomo hrano uživali, bi morali skrbeti tudi, s kakšnimi mislimi si hranimo, kakšna so naša prepričanja, ne. Torej, misli same po sebi praktično zelo močno vplivajo potem na naše počutje in na naše zdravje, tako da to sem sama potem kasneje ugotovila, ne, da dejansko mi sam način hranjenja ali pa sprememba hrane ni dala takih rezultatov, kot potem, ko sem se zavedala tudi svojih misli, kaj mislim v resnici o sebi, kaj mislimo o svojem telesu, o svojem načinu hranjenja. Tako da v bistvu ja, hrana za telo, ne, in tudi hrana za je zelo pomembna, tako da tukaj se premalo zavedamo, koliko v bistvu pomeni to nekako kot celota, oboje skupaj, ker z mislimi lahko marsikaj v bistvu tudi naredimo, ne. Tudi če rečemo pri hrani, ko se hranimo, če hrani namenimo lepe misli, je že seveda potem tudi uživanje hrane malo drugačno. Darja, danes govoriva o tem, kaj se zgodi, ko se začnemo zavedati sebe, svojih prepričanj, svojih strahov, svojih potencialov. Prepričanja so nekaj, kar dejansko nastane na način, da velikokrat eno in isto misel ponovimo, ne? Ja. In veliko teh prepričanj se niti ne zavedamo. Kdaj se formirajo? Je to v času otroštva? Poberemo od staršev tudi določene prepričanja, jih podedujemo? Ja, prepričanja oziroma v odraščajoči dobi, sploh tam do 6. leta pravijo, ne, praktično res povzamemo, popolnoma vse posrkamo. In seveda nekaj je iz okolja, kar nas naučijo, takrat smo vse dovzetni, potem pa tudi z našimi poskusi, če nam nekje nekaj ni šlo takrat ali pa se nam je nekaj zgodilo, potem seveda lahko to v svoj program rečemo, jaz pa nisem za to, tega pa ne morem. Jaz vem, da sem si pač to svoje prepričanje zelo močno usidrala v tem, da jaz nisem za tuje jezike in sem se skozi vso kariero in skozi šolsko dobo v bistvu s tem nekako soočala, ampak v resnici sem potem šele zdaj ugotovila, je točno en moment je bil nekje v tistem prvem srečanju z angleščino v 5. razredu, kjer sem v bistvu dejansko dobila odpor in sem rekla, ne, jaz nisem za to, ne. In dejansko vidiš, koliko nekih enih prepričanj si jih pelješ skozi življenje. Skokrat, da se zakodiraš, ne? Ja, in trpiš v bistvu oziroma ne moreš preko tega, zaradi tega, ker praktično je to tvoje prepričanje, ki si ga tako močno usvojil, poglobil, potlačil v sebe, da te tako spremlja. In ena izmed teh je bila tudi moje prepričanje, da imam slabo prebavo, da sem stalno zaprta, ne, to se pravi, moj želodec ne more prebaviti. Tako da potem, ko ugotoviš, katere misli si stalno govoriš in katera so res tista tvoja močna prepričanja, potem šele lahko se osvobodiš in greš naprej, oziroma se ti res potem nekako kar razkrijejo neke stvari in lahko res drugače deluješ. Darja, si osebni in poslovni coach. Ja. Zdaj, ko sem tudi sama se poglabljala v to, sem ugotovila, da precej Slovenci se mi zdi, da imamo glede denarja pa glede kariere kar neke take zelo močne vzorce v smislu, da je treba veliko garati za malo denarja, da nismo vredni, da ne smemo uživati v delu, vse take stvari. Glede na to, da svetuješ ljudem glede kariere, glede osebnostne rasti, no se kariera je del osebnostne rasti pravzaprav, ne? Kaj si sama ugotovila tukaj?
Ja, sama sem ugotovila točno to, kar si malo omenila, ne, da moje je bilo prvo tudi to prepričanje, oziroma bila sem vzgojena tako, da pač se moraš zelo, zelo truditi in trdo garati in delati. Arbeit macht Ja, frei, zelo zgodaj sem se s tem srečala, že v zgodnjem otroštvu, s tem, da seveda samo delo ni nič narobe. Ne, prav je, ampak po drugi strani potem včasih se izgubimo v tem in ne znamo ceniti sebe, oziroma se lahko v tem, da samo delo in ta stalno dokazovanje in iskanje neke zunanje potrditve, izgubimo malo sebe. In seveda takrat, ko izgubimo sebe, potem seveda so tudi lahko naši potenciali nekje zelo skriti oziroma ne pridejo na plano, zaradi tega, ker mi iščemo neko zunanjo stalno potrditev, da nam nekdo reče, ja, ti si pa priden, veliko si naredil, ne, redko kdaj slišimo, dobro si naredil, in potem v bistvu dejansko neke stvari pomešamo in mislimo, da seveda, da samo na ta način lahko pridemo nečesa. Seveda to ne pomeni, da ne smemo ali pa da ne vlagamo nek napor, da se seveda ne trudimo v tej smeri, ampak kdaj gremo preko sebe, kdaj v bistvu enostavno se zaletavamo v zid in ne vidimo, da v bistvu pa tista pot mogoče ni naša prava, ampak je pot, ki sem jo jaz nekako usvojil v okolju, kaj je dobro za mene ali pa kaj naj bi bil, ne. Tako da v bistvu odkriti, kaj primarno pa res jaz sem, ne, in sebe poznati, je to v bistvu tisto, kar lahko največ. In tukaj je pri vsakemu povsem drugačna zgodba. Zdaj, Točno. Jaz sem si pogledala tvoj program tega treninga zavedanja, ne? In sem prebrala in mi je bilo ful fajn. Pogled, razumevanje življenja z vidika univerzalnih resnic, vpogled v naše vrednote, kako hranimo telo, kako vpliva vse to, kako sprejeti sebe, kako razumeti popolnost, kako ozavestiti strahove, prepričanja, ki nas podpirajo oziroma zavirajo, pa zavedanje sebe, svojih odzivov, pa o komunikaciji, dobrih odnosih in tako naprej. Se pravi, kako res zaživeti bolj skladno, bolj prebujeno, zavestno, osvobojeno. V programu, s čim to dosežeš pri posamezniku? Kakšna so tvoja orodja, ki jih uporabljaš? Ja, zdaj orodja so res raznovrstna, no. Tukaj je v bistvu nekako plod vsega mojega poslovnega dela in raziskovanja. Jaz sem seveda bila tudi 10 let trenerka v mednarodnem podjetju, poleg tega pa seveda raziskujem sama vsaj že 20 let, zavestno, pa če ne rečem še prej. Ravno tako, najprej sem srečala s komunikacijskimi veščinami, ker sem tudi mediatorka, vedno sem bila nek vmesni člen. Tako da te zadeve so me vedno zelo zanimale. Tako da v bistvu tukaj je splet res velikih orodij, predvsem pa v bistvu, če toliko na hitro vzpostavim, bila sem vedno vajena v tem trenerskem delu, da rabimo pač seveda več informacij, najprej seveda ta format, ne, da rečemo, kaj je tisto, kar rabimo najprej ozavestiti, ali pa o čem se pogovarjamo, potem seveda zakaj, da razumemo nekaj, zakaj se nam nekaj dogaja, potem pa seveda gremo šele na to, kako lahko to spremenimo, kako lahko to rešimo v praksi, in na koncu še seveda ta del, kaj pa še lahko naredimo, kaj lahko še posameznik naredi, da raziskuje. Tako da tukaj gre v bistvu dejansko na orodja, ker rečemo tista, ki so preverjena in delujejo z vprašanji, z samo refleksijo, potem z Odvisno nekaj, verjetno vsak posameznik rabi. Točno to, če greva na individualno, gre točno po tej sklopu, ta celostni trening, kjer pa bo zdajle... Se skupina oblikuje? Bo pa v bistvu skupinski, tako da v bistvu dejansko bo veliko samo raziskovanje in dela in seveda pa veliko usmeritev z moje strani, tako da v bistvu praktično bo zelo veliko nekih vaj, nekih orodij, s katerimi bojo trenirali, ne, tisto svojo temo, o kateri se bomo pogovarjali, poleg tega pa tudi zelo veliko video vsebin. Video vsebine bojo pa deljene na ta način, da praktično povem nekaj, ne, v tej smeri, v tej vsebini, teoriji, bolj pa bo usmerjeno na popolnoma praktični del. Domače naloge. Oziroma praktični del tudi iz moje zgodbe, to se pravi, kje se zatikamo, kje so bili moji padci in vzponi, tako da se vsak lahko v kakšni smeri tudi sam najde. No. Dobro.
torej skupina se bo formirala. Ja. Koliko časa traja v bistvu to? V bistvu 12 tednov. Nekako. 12 tednov? Ja, zdaj seveda po potrebi bo tudi še kakšen teden več, če bo potrebno, ampak 12 tednov res vodenega programa, tako na tedenski bazi z vsebinami in z vsemi temi, kot sem rekla, vprašanji, orodji za samo delo in potem seveda spremljanje tega napredka. Tako da v bistvu nekako skozi vsaj 12 tednov bomo pošli skozi vsa ta glavna področja, ki jih so v življenju aktualna, to se pravi, da se pogledamo nas same, da pogledamo našo komunikacijo, to se pravi ta ravnovesje med družino in poslom, ne, potem prepričanja, katere so ovire, kateri so strahovi, potem, kot sem rekla, neke te univerzalne resnice, modrosti, hobije. In potem po koncu, po 12 tednih, rataš razsvetljen, ne? In prej si sekal drva, nosil vodo in po razsvetljenju sekaš drva in nosiš vodo. Točno tako, ta je dobra iztočnica. V bistvu po razsvetljenju nič drugače ali pa po 12 tednih razen zelo veliko usmeritev oziroma... Nič pa vse. Nič pa vse, v bistvu praktično jaz vedno rečem, takrat se še njihovo delo šele začne, ne se ustrašiti, ampak v resnici to ni delo, ki bi bilo tisto, kar sem prej rekla, da je borba, pa da se boriš, ampak delo za veselje, to se pravi, nekaj delaš z užitkom, ko raziskuješ sebe, ko vidiš, ko sebe v vsakdanjih opravilih ali pa v vsakdanjem delu korigiraš, spremljaš, kaj se s tabo dogaja, se spoznavaš na en nov način in s tem praktično potem seveda začneš počati živeti bolj sebe in seveda tudi odkrivati svoje potenciale. Wow. Ena izmed verjetno največjih uteži, ki jih imamo v življenju, so zamere. Ja, te so zelo, zelo močne, tako da v bistvu tudi ta del namenjam zelo velik poudarek. Zamere v kakršnem koli smislu, ali so to do staršev, ali ne vem, do kakršnem koli od otroštva, od nekega prijatelja, nima sploh veze, ali pa karkoli, vsaka zamera, ki jo nosimo s sabo, jaz vidim, da je to največja utež. In v bistvu, kako s časoma, ko gledaš neke stvari, ko se čistijo, ne, ti si misliš, saj jaz to nimam zamer, ampak v resnici lahko zelo hitro, če pobrska vsak zdaj v tem trenutku, ali ima koga, ali pa dogodek, ne, ki se mu je zameril in potem seveda ali noče razmišljati o njim, ali pa ima grenak priokus od tega. In v bistvu praktično na vse dogodke, ki so bili v preteklosti, ali pa na vse osebe, ki smo jih srečali, bi morali v bistvu to odpustiti, ne? In se zahvaliti za izkušnjo. Ampak to se zdaj zelo preprosto sliši, ne? Moraš odpustiti, ne? Ampak velikokrat srečam koga, ki reče, ja, jaz imam zamero do te osebe, ampak ta oseba si ne zasluži, da ji odpustim. A tukaj mogoče narobe razumemo, na koga zamera toksično deluje? Točno to. V bistvu praktično se to sploh nima veze, a ne? Tukaj je izziv to, da mi sami sebe razbremenimo. Mi sami nosimo to težo. Se pravi, nekomu bomo odpustili zaradi nas, ne zaradi njega. Popolnoma zaradi sebe. Mi ne odpuščamo zato, da bo zdaj drugemu boljše ali pa slabše ali bilo kaj, ampak nam je boljše. Mi smo si to namislili, to je spet naš mi smo tako ocenili to situacijo, tako smo jo v tistem trenutku takrat videli. Takrat smo tako lahko ravnali, ne, tako smo znali, vedeli in če tako razumemo to, da takrat je to tako bilo in danes nima več smisla, danes jaz lahko na to situacijo pogledam drugače, kaj lahko iz te situacije se naučimo, vzamem, drugače pa se zahvalim in rečem hvala za to izkušnjo, hvala, da sem to, kar sem in danes je pomembno, ta trenutek je pomemben. Odlično. Darja, imamo pismo gledalke Jane, ki v svojem pismu zelo se ti zahvaljuje za vse tisto, kar si zadnjič povedala, zelo se je našla v tem. Hkrati pa je napisala tudi,
vidi, da je izjemno nemirna in da sploh ne more umiriti, da ima ves čas občutek, kako je napisala, kot da je hrček na tistem vrtiljaku, da se ne more ustaviti in da čuti zelo veliko tega nemira. Kaj bi ti svetovala? Ja, zdaj zelo na hitro, ne? Drugače je seveda tukaj treba ugotoviti, kaj se z njo dogaja, kaj so res sproža ta njen nemir. Drugače pa v bistvu tisto, kar sem zdaj videla, v bistvu je to neka tehnika, ki mi vsi govorimo in vemo, predno vdihni, ne, počasi dihaj. In v resnici ta trenutek, da je rečem, ja, vsakokrat, ko je ta nemir, ko se zazna v nemiru, da se osredotoči na dihanje. Da se osredotoči v bistvu ali na svoje srce, ali da čuti dihanje, globoko diha in praktično takrat, ko se zavemo tega svojega dihanja, se že iz glave, a ne, iz uma, potem seveda malo preusmeri ta energija in nas seveda, če nekaj časa, vsaj jaz pravim, vsaj 3 minute na dan, po 3-krat, da bi dihali in se osredotočili na svoje dihanje, praktično že nekaj naredimo. A ne? Wow. Tako da v bistvu ta dihanje, se vsi danes veliko v tem povedanega, ampak če bi to res probali, v tistem trenutku, ko se ti zaveš dihanja, ne, tudi jaz zdajle, ko sem v tem trenutku. Tudi jaz sem začela globoko dihati. Enostavno začutiš svoj center, začutiš, da si v bistvu, a ne, v celem telesu in nisi samo v glavi, ko razmišljaš. Mi smo danes res na turbo pogon in kot hrčki, stalno, in potem se nam misli pojavljajo ena za drugim in skozi iste. In vidiš, kako neproduktivno, in tudi misli sem jaz zdaj videla, misli ogromno energije porabijo. Ja. Ogromno. Teja ima še eno vprašanje in sicer ne bom ti vsega prebrala, kar nekaj stvari je zapisala v sebi, v osnovi pa pravi, da prej je živela sama brez partnerja in je bilo vse super, odlično se je počutila in vse ostalo, potem se je odprla za ljubezen, spoznala nekega moškega, zdaj živita skupaj in je rekla, zdaj se mi pa zdi, da nič več ne znam, da je vse narobe oziroma da ima občutek, da ni tako zelo pozdravljena, kot je mislila. In zdaj sprašuje, a je problem partner ali je problem dejansko v njej? Ja, tlele zdaj seveda ne bomo govorili, kje je, v komu je problem, ampak če izhajamo spet iz sebe, zakaj se to dogaja, zakaj prvič ona tako vidi. Po drugi strani bomo pa vedno rekli, ne, mi rabimo v bistvu ravno zato, drugi ljudje so nam neko vrsto ogledalo. Aha, se pravi, najlažje je živeti sam s svojimi mislimi, s svojimi knjigami, s svojimi pravili, ko pa dejansko gremo z nekom drugim živeti, se nam pa začnejo kazati ogledala, ki pa jih mogoče nismo pripravljeni videti? Ja, tukaj bom zdaj povedala točno nekaj. V eni knjigi sem enega modreca enkrat prebrala, da lahko preberemo nešteto knjig za, gremo na samotni otok, tam meditiramo, preštudiramo ogromno knjig, vendar nam nobena taka zadeva ne more dati toliko v bistvu nekih izkušenj in nekega pogleda kot nek odnos, kot neko partnerstvo z nekom, kjer živim, ker tam v bistvu dejansko v komunikaciji z drugimi, v življenju z drugimi praktično vidiš, kje si ti. Ne, to se pravi, kakšen imaš ti odnos do sebe, potem seveda navzven tudi zrcališ do drugega, oziroma v drugemu resnično velikokrat lahko vidiš sebe. Tisto, kar te moti pri drugemu, je tudi nekaj del tebe in skrito v tebi, tako da v bistvu pri odnosih, jaz sem se tudi zelo veliko osredotočila na to, tudi pač imam program za to, potem pa prideš na koncu, da moraš najprej poznati zelo dobro sebe. Točno to, kakšne so tvoje misli, prepričanja, kaj ti vložiš v odnos, ne? Na kakšen način ti gledaš. Se pravi, Teja je zelo primerna za ta tvoj program, za zavedanje. Ja, dobrodošla, če si seveda želi tukaj izboljšati partnerstvo, predvsem pa v bistvu narediti nekaj na svojem zadovoljstvu oziroma na svojem pač tej iskanju sebe. Hvala lepa za vse te vsebine, za vse te pomembne informacije, ki jih predajaš in seveda programe, ki jih izvajaš. Kar malo preverite, pobrskajte tudi sami, sicer pa res vam priporočam, da si pogledate pogovor z Darjo, ko je govorila o zavestnem hranjenju na klepet.kavi.si pod zavihkom Glej oddajo. Lahko najdete ta posnetek, poglejte in resnično delite te pomembne informacije naprej. Sicer pa ostanite zavestni
tudi ko pridete iz predavalnice, tudi ko pridete iz kakšnega tečaja, da pol nekomu ne zavijete vratu, ker takoj ne spele na rdeči?